Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 2. april 2025, z vami sem Miha Dajčman. V nadaljevanju, kakšne novosti pripravlja letališče Gradec za poletno sezono in kaj se dogaja z mariborskim letališčem. Država ponuja zadnjo ceno za Masarikovo na gradbišču UKC Maribor, sicer sledi razlastitev. Kdo je Mariborčanka, upokojena ameriška marinka, ki v Mariboru vodi pasjo šolo? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Graško letališče, ki je priljubljeno tudi med Slovenci, posebej Štajerci, se po številu potnikov počasi vrača na stara predkoronska pota. V lanskem letu so zabeležili približno 820 tisoč potnikov, kar sicer še ni dober milijon kot leta 2019, a z načrtovanimi 880 tisoč potniki v letu 2025 se bodo tej številki že zelo približali. Kljub počasnemu okrevanju so z 12% rastjo več kot zadovoljni. Kot glavni dejavnik rasti pa je poslovodja letališča Wolfgang Grinus izpostavil čarterski segment, ki se je povečal za 31%. Porast čarterjev je dokaz, da si ljudje še vedno želijo potovati, pravi. V moji družbi pa sedaj v studiu na Večeru Gregor Grossman, ki sicer zelo rad potuje, velikokrat se odpravi na letališča. Gregor, kako pogosto na graško letališče? Ja, nekajkrat letno, vsekakor. Na zadnje mislim, da sem bil sicer lani, ko je bilo treba obiskati Berlin in tamkajšnji erotični sejem Venus. Ja, zanimive reportaže, Gregor, pripravljaš iz takšnih in podobnih terenov. Tokrat pa si bil na predstavitvi načrtov graškega letališča. Kam bo iz Gradca v letošnji poletni sezoni mogoče leteti? Ja, v Gradcu imajo kar drzne načrte, čeprav nekega bistvenega povišanja števila potnikov se ne obetajo, ampak vseeno obljubljajo v poletnem voznem redu 33 destinacij in 13 držav. Če to primerjamo z ljubljanskim letališčem Edvarda Pučnika Ljubljana, so pred dnevi objavili tam, da bodo 24 rednih prevoznikov ponujalo lete na 26 destinacij. Zagrebško letališče, kamor Slovenci tudi radi zaidemo zaradi bližine, ponuja v poletnem voznem redu polete na več kot 66 destinacij. Graško je torej nekje na sredini. Pogrešamo sicer nekoliko lete direktno v mesta, kot so denimo Pariz, London, Barcelona ali Bruselj, ampak poslovodstvo letalsko povezljivost raje meri v število destinacij, ki so potnikom dostopne z enim prestopanjem. To pomeni, da letimo preko enega letališča do končnega cilja in število destinacij, ki so tako dostopne, je bistveno višje. V Gradcu jih je že preko 190. Zanimivo, da si to izpostavil, torej pomembna so vozlišča in dobra dostopnost do njih. To je v bistvu bistveno in ti časovni sloti, v katerih lahko letimo na ta vozlišča. Denimo iz Gradca je mogoče leteti na 5 mednarodnih vozlišč in to govorimo o visokih frekvencah letov tja. Skupno denimo izpeljajo 120 tedenskih odhodov, kar pomeni 17 rotacij pristankov in izletov letal. Kar se, ko to preračunamo, izkaže v 4 dnevnih letih v Frankfurt, v München in Dunaj je mogoče odleteti 3-krat dnevno, v Düsseldorf in Zürich pa 5-krat tedensko. S tem se potem zelo poveča možnost teh končnih ciljnih destinacij. Preko Frankfurta denimo jih je kar 122, preko Münchna 80, Dunaja 70, tako da ima potnik dejansko dostopno široki nabor destinacij. Super, so za leto 2025 predstavili kakšne novosti, kar se tiče letalskih povezav? Kot osrednjo novost navajajo in je Grimus razkril 3-krat tedenski polet v Istanbul na letališče Sabiha Gökçen Airport. To je ni letališče Istanbul na evropski strani, ampak na azijski, in sicer z letalsko družbo Pegasus Airlines. Ko si enkrat tam, pa ima potnik spet možnost pot nadaljevati na 35 ciljev. Kar 5 letalskih družb bo letos iz Gradca letelo v oddaljene kraje, tako da tudi na Mauritius, v Cancunu, Mehiko, na Male, na Maldive, v Dominikansko republiko. Več je končnih ciljev, kamor se lahko Slovenci, predvsem Štajerci, odpravimo iz Gradca. Odlično.
in do Gradca imamo približno dobre pol ure vožnje iz Maribora, mogoče kakšnih 10 minut več, še eno letališče pa je nam bližje. Kaj se trenutno dogaja na mariborskem letališču? Gregor, to podrobno spremljaš. Bo letos letališče Edvarda Rusjana videlo kaj prometa? Je v neurju lani nastala škoda že odpravljena? Ja, mislim, da naši športniki, predvsem nogometaši, imam tukaj v mislih, bodo morali še lep čas za svoje odhodne letališče izbirati sosednje letališča. Mariborsko večjih skupin potnikov še ne more sprejemati in jih po napovedih Ministrstva za infrastrukturo ne bo moglo predvidoma vse do marca 2026. Takrat naj bi bila namreč zaključena prenova terminala, ki je bil poškodovan v neurju. Očistili so ga že, predelne stene so odstranili, strop popravili, a potniški terminal še zdaleč ni pripravljen na to, da bi sprejemal potnike. Upravitelj letališča DRI nam je nedavno povedal, da komercialni prevozniki sicer so izkazali interes, glede na stanje potniškega terminala jim ne morejo ustreči. Torej iz Maribora morda čez eno leto letimo kam naslednjič letiš ti, Gregor? Verjetno bo to kakšna krajša pot po Evropi. Želje pa so seveda kaj daljšega, prej našteta dominikanska, se sliši zelo dobro. Odlično. Hvala, Gregor Grossman. Podrobnosti pa tako kot vedno v Večeru in na večer.com. Gremo v UKC Maribor. Za 10% je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu zvišal cene stanovanj na Masarikovi ulici tik ob gradbišču nove stolpnice oddelka za onkologijo. Nove cene preostalih 7 stanovanj, ki jih državi še ni uspelo odkupiti, tako znašajo med 2381 in 2645 evri na kvadratni meter. Cene se razlikujejo glede na ohranjenost in velikost stanovanj, je razložil prvi mož urada Ivan Osrečki, ki mu je vlada nedavno še podaljšala vedejevstvo na tem položaju za 1 leto. Na to mesto je sicer prišel potem, ko je jeseni odstopil Tomaž Pliberšek, ki mu stanovalci več kot leto dni ni uspelo priti do dogovora, zaradi česar so se nekateri izmed njih tudi pritožili na gradbeno dovoljenje za gradnjo onkološke stolpnice. To je začetek gradnje zamaknilo za več kot leto dni, državi pa povzročilo vsaj 750 tisoč evrov dodatnih stroškov, kolikor po novem znaša odškodninski zahtevek gradbinca podjetja GH Holding, ki izvaja ta 65-milijonski projekt nadgradnje onkologije. Ker je država gradnjo na lastno odgovornost nadaljevala, pa so sprožili še upravni spor, ki zdaj poteka na sodišču. V UKC Maribor je bila včeraj naša sodelavka Jana Juvan. Jana, kaj si izvedela? Zdravo. V UKC Maribor je včeraj prišel Ivan Osrečki, prvi mož urada za investicije v zdravstvo. Povedal je, da so stanovalcem na Masarikovi ponudili 10% višjo ceno kot prejšnjikrat. Ni pa to še vedno takšna cena, kolikor so pričakovali stanovalci. Pri 65-milijonskem projektu nadgradnje onkologije je tu govora o približno 100 tisoč evrih razlike. Rekel je, da je to zadnja cena in da imajo zdaj lastniki stanovanj na Masarikovi 30 dni časa, da se odločijo, da torej vzamejo ponujeno ali pa čakajo na razlastitev. Je Osrečki povedal še kaj o drugih projektih? Povedal pa je še, kako napredujejo druge investicije od države v mariborsko bolnišnico. Še ta mesec naj bi končno objavili razpis za infekcijsko stavbo, kmalu bodo izbrali tudi izvajalca za nove obsevalnike. Dela na negovalni bolnišnici se nadaljujejo, v UKC Maribor pa se obeta tudi prenova centralne lekarne, patološkega oddelka in kuhinje. Hvala, Jana, za podrobno spremljanje dogajanja v UKC Maribor. Pred dnevi je minilo leto dni, odkar je nepričakovano preminil vrhunski mariborski kinolog, sodni izvedenec za kinologijo, mednarodni sodnik in Mariborčanom, sploh lastnikom psov, dobro znani Boris Šef. Zgodba njegove akademije šolanih in delovnih psov Maribor, ki jo je ustanovil z Anjo Brumec, se z njegovo prerano smrtjo ni zaključila. Na podlagi znanja, ki ga je Šef delil, se nadaljuje prav pod vodstvom Anje Brumec, ki ima kljub mladim letom za seboj pestro življenjsko zgodbo. Kot 20-letnica se je po končani gimnaziji podala na študij v ZDA. Čez lužo je začela delati, bila zaposlena v azilu s 1500 živalmi, delala pri živalski policiji in se na neki točki odločila za kariero v ameriški vojski,
kjer je ob vsem drugem prav tako delala s psi. Zaradi zdravstvenega zapleta je morala po 4 letih dela v vojski v pokoj, po 10 letih življenja čez lužo pa se je vrnila v Maribor, kjer se zdaj posveča družini, psom, s katerimi se ukvarja že 20 let, in študiju sociologije. Z Anjo Brumec, danes upokojeno ameriško marinko, smo govorili v rubriki Gremo na kafe, ki vsako sredo izhaja na mariborskih stranih Večera. Šla sem v vojsko zato, ker mi je bilo to, še zdaj mi je, pa mi je žal, da več ne morem biti, ampak mi je super, da sem lahko dala to skozi. Zakaj sem se odločila za vojsko? Ne vem, super mi je ta način življenja, delo sploh. Moje delo je bilo, jaz sem vozila tovornjake, torej ta velike priklopnike na terenu, ne. Bila sem tudi v Afganistanu 2014. leta. Ravno takrat, ko se je zapirala, se je zapirala fronta tam, pa ko so bile volitve, tako da ni bilo fajn, ni bilo lahko. Končala sem pa zaradi tega, ker sem se v Afganistanu poškodovala takrat in enostavno nisem bila več fit, da bi lahko delala v vojski. Je o delu v ameriški vojski povedala Anja Brumec. Srečali smo se v kavarni Grdi Raček, na trgu Levna Štuklja v bližini lokala UPS, kjer smo lahko redno srečevali Borisa Šefa in poslušali njegove zanimive zgodbe in štose. To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 2. aprila 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večerje zjutraj, se beremo in slišimo.